Mišmašovci, lepo pozdravljeni. Ko se slabo počutimo in ne vemo, kaj bi pojedli ali popili, da bi se počutili bolje, velikokrat slišimo nasvet: poslušaj svoje telo. No, kaj nam sporoča naše telo, bomo izvedeli v današnji oddaji z našo gostjo Tjašo Trupej iz Zdravstvenega doma Velenje. Lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Lep pozdrav tudi Mišmašovcem in hvala, Ema, za povabilo. Na začetku sva se tudi dogovorili, da se bova tikali. Prej pa sem že povedala, da ko se slabo počutimo, velikokrat slišimo nasvet: poslušaj svoje telo. Pa moramo res čisto vedno poslušati svoje telo, ko smo bolni? Pa jaz mislim, da ne samo, ko smo bolni, no, moje mnenje je, da je pač naše telo najbolj čudovit inštrument, ki ga bomo kdaj imeli v lasti, ki opravlja zelo različne zahtevne procese. Po drugi strani nam pa vsakodnevno pošilja taka in drugačna sporočila in prav je, da se z našim telesom spoznamo in da ga tudi poslušamo. Že taka zelo enostavna sporočila v smislu bolečine, pač nam pove, da smo mogoče malo preveč migali, da moramo malo počivati. Ko nam kruli po želočku, je lahko to znak za naslednji obrok. Če imamo suha usta, pa smo žejni, nam naše telo sporoča, da bo treba nekaj popiti. In ja, tudi zato, da preprečimo kakšne bolezni, je zelo dobro, da svoje telo poslušamo. Več o vsem tem bova povedali še v današnji oddaji, pa se lahko izognemo slabemu počutju ali bolezni, če upoštevamo te opozorilne znake. Jaz mislim, da marsičemu se lahko izognemo, če prav čas slišimo in upoštevamo določene opozorilne znake. Velikokrat se nam kakšni opozorilni znaki pojavijo na našem največjem organu, koži. Kako vemo, kaj pomenijo izpuščaji ali rdečica na koži? Ja, koža je naš dejansko največji organ, je tudi organ, ki nas v bistvu varuje pred različnimi vplivi okolja in je po drugi strani tudi najbolj izpostavljena, spravi po zimi mrazu, vetru, soncu, in se zato določene spremembe pojavijo hitro tudi na koži. Seveda poznamo kakšne izpuščaje, ki se pojavijo v sklopu virosa, po zimi se pa dostikrat pojavi rdeča, suha, srbeča koža, tudi na račun teh vremenskih vplivov, pa mogoče malo tudi zaradi centralnega ogrevanja, zato ker pač naša koža bolj pospešeno izgublja vlago. Zato je zelo pomembno, da mi kožo redno negujemo, da se redno umivamo, zvečer, ko se stuširamo, mogoče ne drgnemo kože z brisačo do rdečega, ampak samo nežno popivnamo, še vlažno kožo namažemo z negovalnimi mazili, na tak način dosežemo, da koža zadrži vlago na koži, potem ni toliko rdeča, ni toliko srbeča. Seveda, ko gremo ven na mraz, zaščitimo obraz, roke s kakšno hladilno kremico, da nam mraz ne pride do živega. Ko gremo na smučanje, uporabimo kak zaščitni faktor, da nas sonce ne opeče, včasih na to pozabimo, kljub temu, da ni poletje, da jo je smiselno uporabljati. Ker na tak način potem v bistvu preprečimo ta poslabšanja kože, ki pa srbijo, so nadležna, koža razpokana in potem tudi občutek zelo neprijeten. No, omenila si že, velikokrat se nam torej po zimi pojavi suha koža na rokah. Tudi zdaj, ko se je že začel mraz, se je meni pojavila. Kakšne kreme moramo potem uporabljati? Zdaj, jaz vedno rečem, da toliko, kolikor je ljudi, toliko je koža, in kremic zelo, zelo, zelo veliko. Vsak mora nekako zase preveriti, katera v bistvu pač kremica mu ustreza. Ponavadi svetujemo v bistvu pač kreme, ki so s čim manj dodatki, čim manj v bistvu pač nekimi dišavami, parfumi, zaradi tega, ker lahko pač dražijo nežno otroško kožo. Včasih je dovolj že v bistvu pač navadna hladilna kremica, ki jo recimo mamice pri dojenčkih uporabljajo za nego ritke, da z njimi v bistvu pač z njo namažemo roke in preprečimo recimo neko dodatno izsušitev. Tudi naše babice velikokrat delajo kreme same doma. Ali so tudi tiste primerne? Odvisno, kaj je noter. Tako da, če nismo čisto prepričani, ali nam neka kremica odgovarja ali ne, mogoče poskusimo na pač manjšem delu kože in vidimo, ali nam to v bistvu ustreza. Po zimi pa imamo tudi velikokrat suhe in razpokane ustnice. Zakaj pride do tega in kako se izognemo temu?
Ja, podobno kot je izpostavljena koža na obrazu, enako velja tudi za ustnice, s tem, da je tam koža še bolj tanka, še bolj občutljiva. Poleg tega je lahko dodatno, bom rekla, poškodujemo z zelo pogostim oblizovanjem ustnic, ko v bistvu pač vlažimo kožo in se zgodi, da koža postane razpokana. Podobno kot namažemo recimo obraz s kakšno hladilno kremico, lahko uporabljamo tudi na ustnicah ali hladilna mazila ali pa recimo kakšne vazeline. Seveda nam pa suhe ustnice lahko povedo tudi, da smo mogoče pili malo premalo, tako da če vidimo, da imamo suh jeziček, če imamo suhe razpokane ustnice, mogoče tudi dober čas, da naredimo kakšen požirek vode oziroma tekočine. Nekaterim pa se na ustnicah velikokrat pojavi herpes. Zakaj pa pride do tega in kako moramo takrat ukrepati? Ja, to je zelo nadležna težava. Običajno herpesi nastanejo kot posledica okužbe, z herpes virusi. Ponavadi to pač prebolimo v otroštvu, obstajajo različni herpes virusi in ponavadi prve okužbe poteka ne samo z enim mehurčkom na ustnici, ampak lahko tudi s kako povišano telesno temperaturo, bolečim žrelom, povečjimi bezgavkami. To običajno traja kak teden dni, potem se stanje izboljša, ampak ti virusi pa se potem lepo shranijo v naših živčnih vozlih, ganglionih, tam spijo dlje časa in se potem lahko ponovno reaktivirajo v različnih okoliščinah. Mogoče, ko smo preboleli kako virozo, pa naš imunski sistem ni v najboljši formi, pa recimo, ko pozabimo zdravo raznoliko jesti, ko smo kaj pod stresom, ko smo bolj utrujeni in se lahko takrat v bistvu pač te težave ponovno pojavijo. Zdaj, pomembno je, da herpes čim bolj pustimo pri miru, ker so to nalezljive stvari, da si jih ne raznesemo po celem obrazu. Uporabimo mogoče kakšne kremice, ki pomagajo proti vnetju, kak cink recimo, zelo fajn suši te spremembice, mogoče kak obkladek fiziološke raztopine, ki pomaga pri celjenju in pa da lajšamo bolečine, ker vsi vemo, ki smo imeli kdaj kak herpes, da je to pač boleča in zoprna nadloga. No, v ustih nam lahko velikokrat nastanejo tudi afte. Kaj afte sploh so, zakaj jih dobimo? Afte so take boleče, neprijetne razjede, ki se pojavijo po ustni votlini. Tudi pri aftah ne vemo čisto točno, zakaj se pojavijo. Največkrat pa nastanejo kot posledica drobnih poškodb v predelu ustne sluznice, lahko ob virozah, lahko recimo tudi pri kom zaradi uživanja take zelo dražeče, pekoče, začinjene hrane. Nekaterih prav tako povezujejo s stresom in pa pač padcem odpornosti. Minejo sicer same po sebi, običajno v nekaj dneh, si pa lahko pomagamo s kakimi domačimi pripravki, recimo z spiranjem ustne votline, z kakšnim ohlajenim žajbljevim čajem. V lekarnah se dobijo tudi kakšni geli, ki pomagajo proti bolečinam, ki jih nanesemo na ustno sluznico. In pa seveda, če je zelo hudo, potem tudi vzamemo kaj proti bolečinam, zato da nas ne boli. No, poleg ustnic pa imamo na obrazu še oči. Kaj pomenijo pekoče ali srbeče oči? Lahko veliko stvari, Če so te srbeče, pekoče oči povezane še s kakim gostim, zelenim izcedkom, pa imamo ob tem povišano temperaturo, najverjetneje gre za kako virusno okužbo, za kako virusno vnetje očesne veznice. Tukaj si lahko pomagamo z rednim spiranjem oči, s fiziološko raztopino, večkrat na dan. Ne smemo pozabiti očistiti noska, zato ker sta sluznica nosu in pa ti solzni kanalčki povezani, in če je nosek zamašen, potem tudi solzice ne otekajo v redu in se to lahko poslabša. In ponavadi, kot virusne okužbe, to potem tudi mine nekje v parih dneh. Seveda, če so pa, rdeče, srbeče, pekoče oči, pojavljajo večkrat na leto, pa ponavadi vedno isti čas, ali pa ob stiku z določenimi živalmi, so pa lahko tudi znak kake alergijske bolezni, Tukaj pa seveda tudi svetujemo, da se oči redno spirajo z fiziološko raztopino, ampak seveda, če gre pa za alergijo, pa potem potrebujemo še kakšna protialergijska zdravila, običajno v obliki kapljic ali pa kakih nosnih pršil. No, nekateri, ko imajo suhe oči, uporabljajo kapljice za oči. Ali lahko vsakdo to uporablja?
Načeloma so to umetne solzice, ki zelo blagodejno pač vplivajo na naše oči. Načeloma ni omejitev, da bi jih ne smeli uporabljati. Seveda, kadar se nam neke težave zelo dolgo časa pojavljajo, pa da so pač povezane še s kakimi drugimi rečmi, je treba preveriti, a gre samo za suhe oči, zato ker je pač zrak bolj suh, v takem primeru so kapljice zelo dobrodošle, pa ne bodo naredile pač nobene škode. Če so pa še kakšne druge težave zraven, je pa včasih dobro preveriti pri svojem zdravniku. Drugače pa pri kapljicah edino, kar moramo res v bistvu čuvati, je, da so ti paketki, da so pač lepo odprti, da se jih ne dotikamo s prsti, zato da si jih ne okužimo in potem v bistvu pač umazanih kapljamo v oči. No, hvala za enkrat. Preden nadaljujemo, pa si privoščimo malo glasbe. Kličem na luno, ker si numero uno. V mojem svetu si prva na planetu. Ko paparaci, oči na moji faci, ker si pod luno, numero uno. Kličem na luno, ker si numero uno. V mojem svetu si prva na planetu. Ko paparaci, oči na moji faci, ker si pod luno, numero uno. Ko me la luna se je dvigala nad mestom, iščem na karti, kjer piše party. In kot v filmu sem približal se nebesom, ko mimo šla si, tako počasi. Vesolje v prvi sekundi je ubilo, dolge noge, mini krilo, ritem srca, da padeš na tla. Aj, 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 aj. Kličem na luno, ker si numero uno. V mojem svetu si prva na planetu. Ko paparaci, oči na moji faci, ker si pod luno, numero uno. Kličem na luno, ker si numero uno. V mojem svetu si prva na planetu. Ko paparaci, oči na moji faci, ker si pod luno, numero uno. In bella luna je še dalje pocijala, ko zviski kolo, si stala solo. V sekundi vedela si, kje nocoj boš spala. Se spomniš mala, morje obala. Vesolje v prvi sekundi je ubilo, dolge noge, mini krilo, ritem srca, da padeš na tla. Aj, 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 aj. Kličem na luno, ker si numero uno. V mojem svetu si prva na planetu. Ko paparaci, oči na moji faci, ker si pod luno, numero uno. Kličem na luno, ker si numero uno. V mojem svetu si prva na planetu. Ko paparaci, oči na moji faci, ker si pod luno, numero uno. Kličem na luno, ker si numero uno. Kličem na luno, ker si numero uno. V mojem svetu si prva na planetu. Ko paparaci, oči na moji faci, ker si pod luno, numero uno. V današnji oddaji ugotavljamo, kaj vse nam pove naše telo. Po zimi se velikokrat prehladimo. Kateri so prvi znaki, ki jih lahko opazimo pri prehladu? Ponavadi opazimo tak voden, prozorni izcedek iz nosu, mogoče malo bolj pogosto kihamo, začnemo kaj kašljati, boli nas grlo, slabo se počutimo, pojavi se kak glavobol, bolečine v mišicah, bolj ali manj v bistvu taki in drugačni znaki, lahko s povišano telesno temperaturo, ni pa nujno. Kaj pa pomeni rumeno-zeleni izcedek iz nosu?
Sama barva v bistvu pač izcedka zelo težko v bistvu pač določi neko diagnozo, da lahko v bistvu pač rečemo, to je pa to, no. Običajno je od začetka izcedek vedno bolj v bistvu prozoren, ko se aktivira naš imunski sistem in se pač pojavi oziroma aktivira več levkocitov, ponavadi se potem tudi barva izcedka spremeni in postane bolj v bistvu tak gost, zrel. Seveda pa včasih izcedki iz oči ali pa iz nosu lahko v bistvu pomenijo tudi bakterijsko okužbo, ampak to bolj redko. Sama barva nas včasih lahko zavede. Ampak načeloma je to torej dober znak, če je izcedek bolj gost? Mogoče takrat, ko se pojavi bolj gost izcedek, ni več tako pogost, ga je mogoče lažje v bistvu pač očistiti. Težko bi pa samo v bistvu pač po sami barvi izcedka iz nosu določili, zakaj gre. Kdaj in koliko pa lahko uporabljamo pršilo za nos, da si lajšamo prehlad? Pršila za nos, če se pogovarjava večinoma o tej navadni fiziološki raztopini ali pa hipertonični raztopini po domače slani vodi, lahko uporabljamo večkrat dnevno, brez posebnih omejitev, tudi ne, kar se tiče trajanja uporabe. Je pa res, da je včasih predvsem gost izcedek iz nosu težje očistiti, še posebej pri majhnih otrocih, ki slabo pihnejo nosek. Takrat si pa lahko pomagamo tudi z pršili, ki vsebujejo dekongestive, se pravi zdravila, zdravilne učinkovine. Te poleg tega, da zmanjšajo količino izcedka iz nosu, tudi malo zmanjšajo oteklino nosne sluznice in potem lažje dihamo. Pri teh pa je trajanje uporabe nekoliko omejeno. Običajno nekje na 5 oziroma do 7 dni se lahko predolga uporaba pretirano izsuši oziroma poškoduje nosno sluznico. Kaj pa, če imamo povišano telesno temperaturo? V kakšnih primerih si lahko pomagamo z zdravili? Povišana telesna temperatura je načeloma obrambni mehanizem našega telesa pred okužbami. In če se pogovarjamo o telesni temperaturi, ki ni preveč visoka in ki ne traja predolgo, nas načeloma ne ogroža. Pri otrocih radi rečemo, da jo znižujemo takrat, kadar preseže nekje 38,5 stopinj Celzija. Bolj ali manj vse mamice poznajo zdravila v obliki svečk, pa sirupov, pa tabletka, ki jih takrat lahko damo. Paziti moramo tudi, da takrat nismo preveč oblečeni, da se mogoče malo odgrnemo, da nam ni prevroče. Dostikrat si lahko pomagamo poleg za zdravili tudi z kakšnimi mlačnimi kopelmi, da se malo osvežimo. Seveda, če nam to ustreza, če nam paše. Pa je prav, da ko smo bolni, takoj posežemo po vitaminih? Za vitamini ni nič narobe. Vitamini so dejansko organske snovi, ki jih pač naše telo potrebuje za dobro delovanje in seveda so v bistvu priporočljivi. Paziti pa moramo, da ne zanemarjamo vseh drugih stvari, ki pa prav tako morajo držati, zato da pač imamo dober in učinkovit imunski sistem. Se pravi, da uživamo mešano, raznovrstno prehrano, da se veliko gibamo na svežem zraku, da dovolj spimo. To so vse stvari, ki so zelo, zelo, zelo pomembne pri učinkovitem obrambnem mehanizmu. Seveda, poleg tega pa koristijo tudi vitamini. Zdaj v zimskem času se veliko pogovarjamo o vitaminu C pa o vitaminu D. Vitamin C je zelo pomemben pri delovanju imunskega sistema, pomaga pri obrambi naših celic, skrbi tudi v bistvu za čvrste dlesni pri koži. Mislim, da tudi najmlajši mišmašovci vejo, da veliko C vitamina vsebuje kislo sadje, kot so recimo pomaranče, limone, tudi kakšne jagode, borovnice. In mogoče najprej poskrbimo za to, da zdravo jemo, da pojemo dovolj sadja, zelenjave. Seveda si pa lahko tudi še preden smo bolni, pomagamo tudi z kakšnimi prehranskimi dopolnili, ki so primerni za otroke. Torej lahko vitamine dobimo tudi v hrani, ki jo zaužijemo? Absolutno, absolutno. Ko smo bolni, velikokrat kihamo in kašljamo. Kako se lahko znebimo tega? Kašelj, jaz mislim, da je tak zelo, zelo nadležen spremljevalec različnih prehladov virusa, ki nam pogosto krati spanec. Je pa kašelj dejansko tudi naš obrambni refleks. S kašljem mi v bistvu očistimo naše dihalne poti in tisto sluz, ki bi se sicer nabrala v spodnjih dihalih. Zato praviloma pri otrocih kašlja ne mirimo, ampak ga predvsem
vlažimo, zato da v bistvu kašelj ni več tako suh, dražeč, da je bolj moker, da se otroci lažje izkašljajo. To najlažje dosežemo z kakšnimi inhalacijami, slane raztopine. Zdaj, če inhalatorja mogoče nimamo ali pa se ga otroci bojijo zaradi tistega brenčanja, lahko tudi naredimo malo pare v kopalnici, pa par minut vdihavamo ta vlažen zrak, zato da v bistvu pač potem se lažje izkašljamo. Pomembno je, da pijemo dovolj tekočine, zato ker so potem vse te sluzi manj viskozne, manj goste, se lažje izkašljajo, in pa seveda tudi, da čistimo nosek, da ta sluz ne zateka po zadnji steni žrela nazaj, ampak da pihnemo to ven. Ali nam kihanje sporoča samo to, da smo bolni, ali je lahko kdaj tudi kaj drugega? Kihanje ob recimo kakih srbečih očeh, srbečem nosku lahko pomenijo tudi kakšne alergije. Ni nujno, da so vedno samo težava pri prehladu. Katere pa so najbolj pogoste alergije, ki jih imamo mladostniki in otroci? Alergije se lahko pojavijo pravzaprav kadarkoli v življenju, lahko se pojavijo že tudi pri dojenčkih in pri dojenčkih so pogostejše alergije na hrano. Najpogosteje recimo na kravje mleko, na jajca, pšenico, kakšne oreščke. Praviloma tudi te alergije po določenem času izzvenijo, pride do imunske tolerance, temu rečemo, jih pa potem nekje po 3., 4. letu pogosteje zamenjajo alergije na te inhalacijske alergene, se pravi, ki jih pač vdihamo. Nam težave začne povzročati pršica, pa kak cvetni prah, pa mogoče recimo tudi kakšna živalska dlaka, mogoče kaka mucka, kužek. Te so nekako pač med najpogostejšimi. In s čim si lahko lajšamo alergije? Seveda, takrat, kadar pač ugotovimo, da imamo kakšno alergijo, če je le mogoče, se določenim stvarem izogibamo, če vemo, da smo zelo alergični na cvetni prah, potem mogoče nismo mi tisti, ki gremo kositi travnik, pa zelo veliko športamo takrat, ko cveti, ko pridemo domov, si potem umijemo obraz, preoblečemo oblačila in pa seveda si pomagamo z zdravili, ponavadi v obliki kapljic protialergijskih, pršili za nos in pa tudi pač raznimi zdravili v obliki tablet in pa sirupov. Če pa, ne vem, mogoče smo alergični na kakšno hrano, potem pa je zelo pomembno, da se držimo pač diete brez tistega alergena, na katerega smo alergični. No, prej si rekla, da se nam lahko alergije pojavijo kadarkoli. Jaz nimam nobene alergije, pa bi lahko torej dobila katerokoli alergijo zdaj? Načeloma teoretično ja. Tudi naš imunski sistem, kadar je v bistvu pač bolj izpostavljen določenim dražilcem, alergenom, lahko v bistvu pač neugodno začne reagirati in se pač pri človeku potem razvije alergija. Rekla si, da včasih tudi izzvenijo, ali to pomeni, da če smo alergični na primer na osji pik, da to ne pomeni, da bomo alergični do konca življenja? Na splošno zelo težko rečemo. Ponavadi izzvenijo alergije na hrano. Tiste, ki se pojavijo v zgodnjem otroštvu, pri dojenčkih, ponavadi so to mleka, jajca. Večinoma te alergije izzvenijo. Alergije na hrano, ki se pojavijo pol kasneje v življenju, ali pa recimo na kakšne morske sadeže, ribe ali kaj podobnega, tiste sicer najbrž lahko izzvenijo, ampak ponavadi redkeje. Tudi te alergije na strupe, recimo različnih kožekrilcev, kot so čebele in ose, težje izzvenijo, si pa lahko pomagamo z določenimi terapijami, kot je recimo imunoterapija, za kar v bistvu poskrbi naš alergolog, da potem mogoče te reakcije, ki so lahko zelo hude, celo življenje ogrožajoče v določenih primerih, da niso več tako izrazite, da so bolj blage. No, alergije so res zoprna stvar in jih nikomur ne privoščiva. Preden nadaljujeva, pa si spet privoščimo kratek glasbeni predah. Daj nam pokliči, cifroma mesto, greva tja dol, kjer morje čisto modro nebo, je isto še kot je bilo. Se spomniš poletja, fanta tistega, razmazane šminke, prvi zlomljenega srca. Jokali se skupaj, smejali se na glas. Daj prileti do mene, a ne bi bil spet že čas.
še kot je bilo. Ko punce bile smo, daj no pokliči, cifra je ista, isto sem jaz in ti si še tista, ki je bila ob meni na vrhu in ko sva plesali na dežju. Se spomniš trenutkov, ko sami sva bili na pesku, na soncu, sami čisto brez skrbi. Ko gledam za slike, na njih sve jaz in ti, ako slike zbledijo, nam ostal bo ta spomin. Daj no pokliči, cifra imam isto, greva tja dol, kjer morje je čisto, modro nebo je isto še kot je bilo. Ko punce bile smo, daj no pokliči, cifra je ista, isto sem jaz in ti si še tista, ki je bila ob meni na vrhu in ko sva plesali na dežju. Na dežju, na dežju, na dežju, ko sva plesali na dežju. Na dežju, ko sva plesali na dežju. Na dežju, cifra imam isto, daj no pokliči, cifra imam isto, greva tja dol, kjer morje je čisto, modro nebo je isto še kot je bilo. Ko punce bile smo, daj no pokliči, cifra je ista, isto sem jaz in ti si še tista, ki je bila ob meni na vrhu in ko sva plesali na dežju. Smo že nazaj. V današnji oddaji spoznavamo naše telo. Povedali smo že, kateri so opozorilni znaki, ki, če jih opazimo, si lahko pomagamo, da ne zbolimo, naprimer. Kaj pa nam telo sporoča z glavoboli? Glavoboli so lahko znanilec večjih različnih bolezni, recimo. Dostikrat imamo glavobole, pač, ko prebolevamo kakšne virozice. Ostanejo tudi mogoče po kakih udarcih, poškodbah v glavo. Lahko so pa tudi samo opozorilni znak, da smo mogoče premalo pili, da smo spustili kakšen obrok, ki ga ne bi smeli, pa nam je mogoče malo krvni sladkor padel. Potem se lahko pojavljajo tudi recimo pri zelo takem intenzivnem napenjanju očesnih mišic, če slabo vidimo, se pravi, lahko tudi opozorilni znak, da mogoče je malo vid za preveriti. Ali pa recimo, da smo premalo spali, se premalo spočili, preveč gledali v ekrane, v zaslone in pa najverjetneje še kaj. Če smo premalo pili, si že na začetku rekla, da lahko imamo suhe ustnice, zdaj še, da lahko imamo glavobol, pa je to že dehidracija? Lahko je v bistvu pač že znak dehidracije, take blage dehidracije. Ponavadi se pojavijo suhe ustnice, suh jeziček, suha koža, žeja, zelo izrazita. Opazimo tudi, da mogoče nismo šli na stranišče lulat toliko pogosto, kakor običajno. Pri majhnih otrocih mamice opazijo, da so pleničke čisto suhe, otroci so bolj v bistvu utrujeni, bolj zaspani. Pri zdravniku lahko ob tem pomerimo povišano frekvenco utripa, dihanja, krvni tlak je nižji. To so vse potem že znaki dehidracije. Koliko vode na dan pa moramo mladostniki in otroci sploh popiti? Količina vode, ki jo moramo, oziroma tekočin, ki jo moramo popiti, je nekako odvisna tudi od naše telesne teže. Zdaj, če se pogovarjamo o večjih otrocih, skoraj da že odraslih mladostnikih, pri teh velja približno enako pravilo kot pri odraslih, približno 2 litra tekočin dnevno. Otroci so pa zelo različni. Če imamo recimo pred sabo enega 6-kilskega dojenčka, tak bi naj popil približno 600 ml, se pravi nekje 6 deci. Enoletni otroci, recimo, ki tehtajo približno 10 kg, 1 liter. 20-kilogramski otroček pa recimo okrog liter pa pol. Seveda, če imamo ob tem vročino ali pa poleti, ko smo pač bolj na toplem, pa divjamo, smo telesno aktivni, takrat se pa še poveča potreba po tekočinah.
No, rekla si, da torej ni nujno, da je to samo voda. Kaj vse se torej šteje potem pod te tekočine? Načeloma recimo tudi juhice, so v bistvu v tekoči obliki, tako da tudi to noter spade. Vso recimo tako zelo vodeno sadje, recimo tudi lubenice, grozdje, kaj podobnega. Pri majhnih otrocih tudi recimo kakšne sadne kašice in podobno, jogurti. No, kaj pa nam sporočajo prebavne težave, kot so napihnjenost in bolečina v želodcu? Tudi različno, lahko so seveda pač spremljevalec različnih viroz, lahko so pa mogoče opozorilo, da imamo neurejeno prebavo, ali pa da mogoče nismo najbolj skrbni pri izbiri ustrezne prehrane. Različno. Ponavadi pri otrocih bolečine v želodčku označujejo mogoče ne najbolj ustrezno prehrano, preveč sladkarij, pa premalo tistih dobrih stvari, ki jih priporočamo. Pogosto pa tudi še kakšna napihnjenost, bolečine v trebuhu nakazujejo tudi neurejeno prebavo. Treba malo urediti, kako hodimo na stranišče. No, velikokrat danes sva že omenili, da je pomembno, kaj jemo, da je pomembna dobra prehrana. Kaj pa dobra prehrana sploh je? Jaz bi rekla najbolj enostavno, vsega po malem. Pomembno je, da imamo pač pestro, raznoliko prehrano z vsemi živili in pa da predvsem uživamo dovolj sadja in zelenjave, ki pač imajo veliko vlaknin, ki tudi pač pomagajo pri prebavi. Da uživamo hrano, ki nima prevelike količine nasičenih maščob, sladkorja, da ni preveč soli. Po domače rečeno, jaz rečem, da je domača kuhana hrana najboljša, tisto, kar nam pripravi mami v primerjavi z kakšnimi že pripravljenimi izdelki. Pa ne samo vrsta hrane, se mi zdi, da je zelo pomembno, da si za obroke vzamemo čas, da jih pojemo sede, da hrano dobro prežvečimo, da si za to vzamemo čas. Tudi spanec sva že omenili, da je zelo pomemben. Koliko moramo spati? Med spanjem se naše telo dejansko spočije, regenerira. Čez palec, vsaj nekje 8 ur. Je pa seveda količina spanja odvisna tudi od starosti otroka. Šolarjem svetujemo, da spijo tam nekje med 8 in 11 ur na noč. Mladostniki mogoče malo manj, ampak še vedno se priporoča vsaj 8 do 9 ur kvalitetnega spanca. Če bomo dovolj spali, bomo s tem pripomogli k našemu spominu, koncentraciji, boljšemu počutju, tudi k bolj kvalitetnemu imunskemu sistemu. In včasih je spanje tisto, na katerega pa pozabimo, ko imamo premalo časa. Ko govorimo o našem telesu in higieni, veliko poslušamo tudi o umivanju rok. Zakaj pa je umivanje rok tako pomembno? Z rokami se dotikamo različnih površin, drug drugega, s tem pridemo pač v stik z takimi in drugačnimi mikrobi, ki pa tudi povzročajo različne nalezljive bolezni. In higiena rok je eden izmed takih zelo enostavnih načinov, kako pač mi pripomoremo k preprečevanju, širjenju različnih bolezni. Pomembno je, da to delamo dosledno, redno, vsaj po vsakem obisku stranišča, pa pred obroki, s tem, da takrat, ko imamo bolj zamašen nos, pa si ga veliko brišemo ali pa kašljamo v roko, pokrivamo kašelj, da to naredimo še bolj pogosto. Umite morajo biti pa cele roke. Najprej si jih zmočimo, potem namilimo, podrgnemo hrbtišče rok, dlani, med prsti, konice prstov, speremo z vodo in obrišemo v suho brisačo. Ali lahko z umivanjem rok preprečimo tudi kakšen prehlad? Seveda, jaz mislim, da če imamo čiste roke in se s čistimi rokami dotikamo po obrazu, je potem manjša verjetnost, da si bomo pač kaj zanesli vase. Če pa vzamemo za konec, zakaj je pomembno, da poslušamo naše telo? Jaz mislim, da smo vidve danes že kar več stvari navedli. Predvsem bi pa rada poudarila, da naše telo res je en tak fantastičen inštrument, ki nam zna veliko, veliko povedati, če ga le poslušamo. In prav je, da ga poslušamo in da skrbimo zanj. Hvala za vse informacije in za današnji obisk v studiu. Hvala za povabilo.
Mišmašovci, upam, da ste se danes veliko naučili in zaključujem s tole mislijo, ki jo je že povedala naša gostja, torej poslušajmo čim bolj naše telo. Imejte se lepo in se nam znova pridružite prihodnji petek ob 18. uri. Sva, ne vem, kaj življenje bo prineslo. Enkrat zima bo med nama, pa spet pomlad bo zacvetela. Kdaj utrujena od norih dni, kdaj letela bova proti nebu. Na razpotju bova stala, isto cesto si izbrala. S tabo šel čez to, s tabo vem, da to lahko. Vedno znova se zaljubim, vedno znova zagorim. In vem, da tu boš, ko ne bom junak, in tu boš, ko bom kralj sveta. Če se kdaj boš potopila, se z mano znova boš rodila. Zadnji tvoj poljub in moja roka bo v tvoji. Nočem ti dajati obljub, v dobrem in v slabem bom ob tebi. Ker jaz bi s tabo šla čez to, s tabo vem, da to lahko. Vedno znova se zaljubim, vedno znova zagorim. Da tu bom, ko ne boš junak, in tu bom, ko boš kralj sveta. Če se kdaj bom potopila, se s tabo znova bom rodila. Čez vse, dam ti svet, kjer s tabo dobro je. Če se bova potopila, se bova skupaj spet rodila. Daj mi roko, greva čez vse, dam ti svet, kjer s tabo dobro je. Če se bova potopila, se bova skupaj spet rodila.